Lepo pozdravljeni med nami, gospod Damjan Ahlin. Ponovno med nami, midva se vidiva po 2 letih. Vi prihajate iz Argentine v Slovenijo, dobrodošli. In moram povedati, da ste član Akademskega sveta Inštituta dr. Jožeta Pučnika in da tudi sicer ste obiskovali Pučnikovo akademijo, se nam pridružite tako na daljavo iz Argentine. Torej, res lepo dobrodošli. Moram pa povedati, da je gospod Ahlin, kasneje, če se strinjate, se bova tikala, torej vsestranski kulturnik, bom rekla, in predvsem predsednik Slovenske kulturne akcije. To je veliko kulturno združenje argentinskih Slovencev, o katerem upam, da bova rekla še kakšno besedo, in da sodelujete tako na področju glasbe, gledališča in vsega drugega, kar pač sodi v to lepo besedo kultura. In da ste letos tudi prišli v Slovenijo, ker je pač Slovenija oziroma Nova Gorica eno od evropskih mest kulture. In morda za začetek kaj o tem, ali pa mogoče še moje vprašanje, če se morda spomnite, kdaj ste prvič prišli v Slovenijo. Najlepša hvala za vabilo, za predstavitev seveda. Ja, takrat smo uspeli priti, ne samo jaz, ampak skupina članov Slovenske kulturne akcije, ravno za obeležitev Gorice kot kulturno mesto Evrope. Sicer istočasno pa izkoristimo tudi seveda, da se dobivamo s prijatelji, znanci, zakaj ne s tistimi ustanovami, ki smo blizu. Ena izmed tistih je seveda Akademija Jožeta Pučnika. Sicer pač vsestranski kulturnik, naj povem, ja, skušamo biti povezani s kulturo, seveda, s pisano besedo, literaturo, v glavnem. Slovenska kulturna akcija je pač prav mesto Buenos Aires, je središče in bil prvi vzpon pred 71 leti, kjer so se več ali manj kulturniki zbrali in si nadeli to delo, da so združevali vse kulturnike, ki so bili istomisleči iz zamejstva in po svetu. To do časa osamosvojitve. Ko je pa pričel dan osamosvojitve, se je pa to tudi razširilo tu v Sloveniji. Tako da danes štejemo 160 članov, od katerih 40 so živeči v Buenos Airesu, ostali so pa razkopljeni po širnem svetu. No, omenili ste, da se, recimo, da je pisana beseda tisto nekako, bom rekla, vaše orodje ali pa orožje, kakorkoli že. Izdali ste 3 pesniške zbirke, je v nastajanju morda 4. Ja, res je, da začel sem pri pesmiti. Prva pesmitev je bila celo objavljena v Slovencu leta 1992. Potem sem naredil neki premor, ker pač sem imel svoj študij bolj na tehnično stroko usmerjeno, sem višji elektrotehnik, kot tako. Nadaljeval sem pa potem naknadno, ko sem pač imel tudi tisto žilico po političnih vedah in sem rekel, dobro, bomo se malo sprijaznili tudi z besedami. Takrat so pa prišli na dan 3 zbirke pesniške, dvojezične sicer, slovensko-španske. In od takrat naprej je pa bilo kar, mislim, pospešeno to delo. Danes sem tudi sourednik kulturne revije Metodija. Tam vsebuje v glavnem članke, literature, poezije, potem eseji. So pa tudi znanstvene morda naloge ali pa tudi študijske naloge in tako smo res povezani v ta širni svet kulture. Imamo pa tudi seveda člane, ki se izražajo v likovnem svetu, o fotografiji in drugih takih
pač bi rekel, del naših prednikov, ki so bili tudi in filozofija, in teologija, malo tudi zakaj ne fizike, in v glavnem kiparstvo, pa take druge vesti, ki so bile v bistvu izražene kulture. No, omenili ste prednike, če se za hip vrneva k vašim, ki so prišli iz Slovenije v 50-ih letih. Stari oče, stara mama, vaš oče in tudi starši oziroma družina vaše soproge Marjane. Moramo povedati, da je tudi ona zelo aktivna v tej slovenski skupnosti v Argentini, da vsako soboto recimo vodi oddajo na radiju in tudi sicer sta oba zelo aktivna v tem slovenskem svetu v Argentini, kar se da, seveda. Moram tako povedati, ja, predniki so pač po očetovi strani iz Dolenjske. Staroče je bil pač z Grosuplja, sicer tam imamo sorodnike v Debnju, Višnji Gori, Ivanša Gorica, to v okolici. Po mamini strani so pa iz Primorske, iz Zadruga, Črni Vrh nad Idrijo, Branik, Ajdovščina, okolje. No, v bistvu, ti naši predniki so doživeli to žalostno drugo svetovno vojno res v prvi osebi. Več ali manj od tega je zelo veliko in obširno že pisano, tako da ne bomo o tem preveč se pogovarjali. Dejansko moj oče je prišel v Argentino leta 1956, ampak njegov oče je pa bil že 47 v Argentini. Se pravi, da moj oče je bil skoraj 11 let brez da bi videl svojega očeta. To po eni strani. Po drugi strani je pa tukaj doživel eno tako bolj žalostno resničnost v otroštvu, zaradi tega, ker je bilo pomanjkanje očeta doma in ker je pač tudi delno za 5 let svoja mati bila pač na ječi in potem so imeli pač v oskrbo člani družine te male otroke. To otroka na nek način zapečati in potem se težko na nek način, zlasti ko odrašča, razveselijo življenje. In po mamini strani moram pa reči, da situacija je bila, da je bil stari oče mobiliziran, skoraj vsa Primorska, mogel pač sodelovati v Italiji nasilno, posledično tudi za Nemčijo in kratek čas. Ko je prišel čas konec svetovne vojne, so pa mu dali možnost, da pač zaključi. Je zaključil, prišel v Slovenijo, Slovenija je bila revolucija kot taka. Tako da so si rešili življenje, so nazaj šli v Italijo in od tam pa v širno svet. Mama in oče sta se pa spoznala v Argentini. No in tu sem ravno želela morda, ta najen pogovor bo kratek, ampak sigurno se naslednje leto spet vidimo in bova odprla spet kakšno vprašanje. Glejte, v vaši družini vi recimo do, koliko sem prebrala, 12. leta sploh niste govorili špansko, ampak ste doma govorili slovensko. Torej slovenščina, slovenska kultura, bom rekla tradicija, običaji, vse to vas je zaznamovalo in lahko bi rekla, da ste res zrasli pravzaprav iz tistega klenega Slovenca potem v človeka, ki je na stičišču dveh kultur. Ja. Bom tako rekel.
Slovenci, ki so doživeli drugo svetovno vojno, ko smo mogli po svetu, niso obupali, ampak so upali. In ker so upali, so to slovenstvo nosili v srcu in to so znali na nek način že v prvih dnevih v taborišču in potem naprej skušati se organizirati in v tej bistvi organizaciji ne gledati na neko resnično krajšo vrnitev v rodno domovino, ampak da so tisti kos domovine nosili po svetu. Ti nosilci, med katerimi spadajo tudi moji starši, so vedeli, da edina možnost, da bi to poslanstvo še naprej krepilo, je, da se začne pri Zibeli doma. Tako kot to je enostavno reči, ni enostavno izvesti. V krogu, kjer si v glavnem ne samo izseljenec, ampak dobesedno tuj. Nimaš iste kulture, v svojem okolju nimaš istega slovenskega jezika, ker ga ni bilo, je bil španski jezik in še danes je tako. Tako da v domačem krogu se je ta slovenski jezik izražal, tako v pogovoru kot v pisani besedi. In zato se je zgodilo, da ko sem jaz odraščal in prišel dan za prvi dan pouka v osnovni šoli, pač nisem razumel tisti dober dan ali pa buenos dias po špansko in je bilo kar težko od začetka, dokler smo pač tudi doma malo počasi se vsi, oče, mati in jaz, ker sem najstarejši od 4 bratov, razumem, dopolnjevali v španskem jeziku in v tem španskem življenju. Dan danes je vse drugače, imaš mobilnik, na mobilniku imaš prevajalec in istočasno je pa tudi asimilacija naredila za te nove generacije, ki jih imamo že na določenih slučajih na 4. ali 5. kolenu, ki so že asimilirali vse to in zdaj žal večina teh se izraža v španskem jeziku, se pa čuti še vedno Slovenci. No, se je ravno to, recimo, če s tem zaključiva s to slovenščino našo, ki je dejansko steber našega nacionalnega oblikovanja, kultura in jezik sta nas oblikovala do slovenskega naroda in tudi slovenske nacije s svojo samostojno, suvereno državo. Mislim, da ta arhetip ostane v človeku. Torej, ne glede na okolje, ki ga obdaja, je vedno neka korenina, vedno neka slovenska duša, kot ste rekli, ki ostaja. In jaz vam res iskreno želim, da jo ohranjate, ne samo vi, ampak tudi ta vaša okolica, da jo izžarevate in da se naslednje leto seveda spet vidimo v živo in bova rekla še kaj, kar bo sigurno zanimivo za vse naše gledalke in gledalce. Verjamem. Kot sem prej omenil, to mi imamo kakor poslanstvo. Vzamemo tako iz roda v rod. Logično živimo v tujem svetu in se pač tudi dejavnosti izražajo v tujem svetu, ampak ne pozabimo na to, kar smo. Biti Slovenc, čutiti to slovenstvo, ljubiti Slovenijo, to, kakor sem prej omenil, mora priti iz srca in iz Zibeli doma. To, nažal, če v domačem krogu ne dobiš tega, je težko, da bi šola, izobrazba, univerza, visoka šola ali katerikoli krog ti pomagal, če tega nisi dojel. To je tista narodna zavest, ki bi mogli imeti.
To je dejansko ena najmočnejša popotnica, ki jo lahko človek dobi v življenju. Saj to, mi, na primer, v slovenski skupnosti, ni prireditve, ki ne bi zavihrala trobojnica. Ne? Zakaj? Ker je to naš simbol, ponosni simbol, in za katerega se veselimo. Naši predniki zaradi tega, ker so mogli v Sloveniji, niso postali zagrenjeni, ampak obratno. So hoteli svetu pokazati, kaj je Slovenija. Ko je prišel čas za osamosvojitev, so bile res take mogočne izražanje in reklame in pisma, ki smo jih dajali po svetu. In zakaj ne, tudi izražanje na ulicah, da smo zaprosili, da te različne države, kjer smo Slovenci po svetu bili, da so priznali Slovenijo kot Slovenijo. Takrat se spomnim, med drugim iz Severne Amerike je bila še za Jugoslavijo. Je bilo težko pričakovati, da bi po diplomatskih naravnih poteh prišla Slovenija do te suverenosti. Pa smo tudi mi zunaj pomagali, da je do tega prišlo, mislim, kar je bilo v primoči takrat. Ta pomoč je bila to je tiščutno narodno zavest. Izjemno pomembna. To je to. Ja. Dragi Damjan, hvala lepa za vse te tvoje res izjemno pomembne misli tudi za nas, ki živimo v tej naši prelepi Sloveniji in včasih kar malo pozabljamo na to slovenstvo. Tako da vse, kar prinesete ti, tvoja žena, tvoja družina, je seveda izjemno dobrodošlo in izjemno pomembno tudi za nas. Vse dobro. In se vidimo prihodnje leto. Upajmo. Srečno. Zakaj ne? Ja. Ostanemo pa še vedno na vezi, to itak. Danes so tako kratke poti preko spleta, da imamo to možnost, da smo kar naenkrat povezani in si lahko rečemo dober dan. Tako je. Hvala lepa. Srečno gledalcem in lepo nasvidenje. Nasvidenje.